Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji se bomo sprehodili skozi prvo polovico leta 2020 v občini Sevnica. Osrednja točka dnevnega reda januarske redne seje občinskega sveta občine Sevnica je bil predlog strateškega načrta Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica za naslednje 4-letno obdobje. Predlog strateškega načrta zavoda KŠTM Sevnica je članom sveta predstavila direktorica Mojca Pernovšek. Izpostavila je vidnejše projekte in aktivnosti preteklega obdobja, nato pa predstavila strategijo razvoja za posamezno področje, torej za kulturo, šport, turizem in za mladinske dejavnosti. Mi vsako leto delamo tudi finančni in programski načrt, ki predvsem temelji na razpoložljivih virih. Jasno, ni naš vir financiranja samo občina in pa tisto, kar dobimo iz naslova oblikovanja nekih produktov, obiski leteh. Tudi veliko je odvisno od tega, kako uspešni smo na raznih razpisih, da lahko delamo zgodbe, kot je na primer tematska pot Gost je kultura, ki je zadnji produkt iz enega izmed razpisov, na katerega smo se prijavili. Temeljijo pa predvsem na nadaljevanju rednih programov, ki so jih v preteklosti že izvajali. Nekaj med njimi bomo tudi prenovili, če samo izpostavim grad razstave, so že zrele za neko preoblikovanje. Sevniško kuhinjo bomo malo preoblikovali. Festival Modre Frankinje v letošnjem letu beleži 10. obletnico. Želimo, da postane še bolj mednarodno prepoznaven. Prav tako se z mladimi povezujemo na področju izvedbe koncertov, da bi naredili dvodnevno dogajanje. Na turizmu je veliko priložnosti, seveda je pa tam tudi najlažje dobiti neka evropska sredstva, oblikovanje nekih zgodb, prepoznavanje ciljnih skupin, ki nas obiskujejo, veliko promocijskih dogodkov si obetamo tudi z tega naslova. Ob tem morajo spremljati nacionalne smernice, ki so podane za 4 področja dela, saj navsezadnje pokrivajo kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti. Upoštevati moram, kot že omenjeno, ta letni načrt, resurse, ki so na razpolago, predvsem pa tudi to, da upravljamo z določenimi objekti, kateri moramo dati vsebino, svežino. Tudi upravljanje objektov je nujno potrebno upoštevati pri tem strateškem načrtu, njihovo nadgradnjo, potrebujemo tudi kakšne dodatne prostore. Za letošnje leto načrtujejo ponovno odprtje grajske kavarne. Glede na vse pogovore, ki smo jih zdaj imeli, izgleda, da nam bo to končno uspelo. Iskali smo poslovnega partnerja, ki bi nekako prevzel to ponudbo na gradu, vključujoč z vilo. Tudi pri porokah že v preteklosti je bilo to dobra izkušnja, da je zraven sodeloval, tako da nosi nadejamo, da mogoče čez poletne čase pride do kakšnih teh pismenih dogovorov in izvedbenih, tako da se bojo ponovno vse te vsebine lahko mogoče malo širši obliki zopet predstavljale, ne samo v tej okrnjeni obliki, kot smo zdaj, brez najemnika kavarne in brez te možnosti partnerskega odnosa za trženje vile bili. Javni zavod KŠTM je pripravil strateški načrt, v katerem opredeljuje tiste naloge oziroma izzive, načrtuje svoje naloge za prihodnje 4-letno obdobje v skladu z zakonom, v skladu s svojim poslanstvom, tako da nekako izpolnjuje družbene potrebe z področja kulture, športa, turizma, mladine kot delno izvajalec programov, še v večji meri pa kot upravljavec objektov, skrbnik opreme in načrtovalec aktivnosti. S temi svojimi aktivnostmi bistveno vpliva na kvaliteto življenja v okolju in nekako zagotavlja stabilno obratovanje javnih objektov v občini Sevnica. Občinski svet je strateški načrt podprl. V zavodu KŠTM Sevnica je sicer trenutno 15 zaposlenih, njegov letni proračun pa se giba med 700 tisoč in 900 tisoč evri. Zdravstveni dom Sevnica je od letos bogatejši za novo zgrajeni tehnični del reševalne službe in nujne medicinske pomoči. Naložbo vredno 320 tisoč evrov so v februarju uradno predali namenu. S tem prizidkom so dokončali prenovo in dozidavo stavbe nujne medicinske pomoči in reševalne službe. Ta prostor, kjer stojimo danes, je namenjen za službena vozila. V teh prostorih bomo imeli sodoben prostor za odpadke iz zdravstva, za komunalne odpadke in pa kasneje en prostor za pokojnika. Vrednost naložbe je znašala 320 tisoč evrov. Razen projekta, ki je bil v višini 7 tisoč evrov in nadzora,
je vse iz naših lastnih sredstev, torej iz zdravstvenega dinarja, iz sredstev Zdravstvenega doma Sevnica. V Zdravstvenem domu Sevnica so ob tem prevzeli novo reševalno vozilo. Gre za nujno reševalno vozilo z vso pripadajočo opremo. Z novim defibrilatorjem, aspiratorjem, z najbolj sodobno posteljo za prevoz bolnikov in ostalim materialom. Vrednost vozila je skupaj z davkom znašala nekaj manj kot 160 tisoč evrov. Financirali smo preko javnega razpisa Ministrstva za zdravje, prijavila se je občina. Od države smo pridobili 44 tisoč evrov, vse ostalo, razen DIP-a, so pa sredstva Zdravstvenega doma Sevnica. Po besedah Tomšičeve si v sevniškem zdravstvenem domu kmalu obetajo tudi triažno enoto satelitskega urgentnega centra. 20 je s 1.4. priznana Sevnici triažna enota za satelitski urgentni center. Torej že vrsto let, 10, ne, več kot 15 let, že govorimo, da je Sevnica geografsko med 4 urgentnimi centri, da geografska lega se pač ne more spreminjati in da smo daleč od avtocest, daleč od sekundarnega nivoja in da rabimo tukaj mini urgenco. Pričakujemo vključitev v dispečerski center Maribor, kar bi naj bilo predvidoma septembra letos. Zdaj lahko povem, da je vseh različnih aktivacij približno 100 do 120 mesečno. Z namenom reševanja življenj je v občini Sevnica skladno z dogovorom med občino Sevnica, Gasilsko zvezo Sevnica in Zdravstvenim domom Sevnica vzpostavljena služba prvih posredovalcev. Smo že imeli primer, ko so naši prvi posredovalci v 4 minutah bili na kraju dogodka, ko je to bilo potrebno. Mi smo potrebovali 12 minut, torej že ta časovna razlika, ko so oni lahko nekaj naredili do našega prihoda, lahko pomeni razliko med življenjem in smrtjo. V sevniškem zdravstvenem domu trenutno sicer nimajo večjih kadrovskih težav. Potrebovali bi še 2 zdravnika družinske urgentne medicine in pa enega psihiatra. V Zdravstvenem domu Sevnica imajo zaradi prostorske stiske v načrtu dvig 3. nadstropja 2. stolpiča lastne stavbe. Kjer bi bil center za duševno zdravje otrok in mladostnikov za Posavje, center za duševno zdravje odraslih za Posavje in pa center za krepitev zdravja. Okvirna vrednost omenjene naložbe je ocenjena na 1,7 milijona evrov. V Sevnici je potekala tradicionalna prireditev Športnik leta, ki je izpostavila najsvetlejše sevniške športne dosežke, zaznamoval pa jo je razgiban in kako drugače kot športno obarvan spremljevalni program. Športna zveza Sevnica je tudi letos pripravila sprejem za najuspešnejše športnike v občini. Perspektivni športnici leta 2019 sta postali tenisačica Una Grubešič in atletinja Nika Dobovšek. Osebnost leta, najvišje priznanje, je prejela učiteljica športne vzgoje na osnovni šoli Krmel Breda Blas. Na prireditvi pa so že tradicionalno razglasili športnika in športnico leta. Najboljši športnik za leto 2019 Blaž Janc. Mislim, da ni treba posebej poudarjati, zakaj. Kot najboljša športnica v letu 2019 je bila izbrana Aleksandra Krošelj, članica košarkarske ekipe v Celju. Ekipa leta 2019 so postali člani strelskega društva Marok Sevnica. Posebno zahvalo je prejel rokometni klub Sevnica, priznanje za športni projekt leta pa je prejela izdaja brošure Športastična Sevnica, ki jo je izdala Športna zveza Sevnica v sodelovanju s KŠTM in občino Sevnica. Osrednja gostja dogodka je bila nekdanja profesionalna teniška igralka Maja Matevžič, ki je zbranim orisala način življenja vrhunske športnice. Šla sem čez mnogo ovir, v bistvu sem se pri 17 preselila v tujino, kjer sem 1 leto živela v Italiji v nemogočih pogojih, ampak izhajam iz skromne družine, tako da to je bilo v bistvu edina pot, če sem želela igrati tenis in ta želja za dosežki, za tem, kar sem potem dosegla, je bila tako velika, da sem se bila pripravljena odreči velikim stvarim. Tako da predvsem dal mi je borbenost, samozavest, ogromno stvari, ki jih verjetno, če se ne bi lotila tenisa, športa na ta način, ne bi doživela.
Športna zveza Sevnica sicer združuje 24 društev, vendar se po besedah Martinškove ta seznam še obnavlja. V Sevnici imamo kar širok spekter, zahvala gre tudi za odlično infrastrukturo. Prevladajo še vedno tisti klasični, bom rekla, rokomet, nogomet, košarka je malo manj, tenis je sedaj v vzponu, gimnastika, atletika, potem pa imamo v Sevnici ogromno in tu bi rada tudi poudarila, da ne gre samo za tekmovalni šport, imamo veliko rekreativcev in predvsem so velike postale skupine seniorjev. Župan Srečko Ocvirk je poudaril, da občina Sevnica prepoznava pomembno vlogo športa, ki jo ima ta pri razvoju družbe in pri promociji aktivnega načina življenja, zato razvoju športa v sevniški občini tudi zagotavlja proračunska sredstva. Za šport je namenjeno po večjih virih, na večjih proračunskih postavkah. Sam razpis za šport je tisti, ki je nekako najbolj opazen, kjer se športna društva, klubi neposredno prijavljajo. Več sredstev pa za športno dejavnost je porabljenih za vzdrževanje in urejanje športnih objektov. Na razpisu je nekaj preko 100.000 evrov za zagotovljanje športne dejavnosti, za vzdrževanje infrastrukture in vsega ostalega, pa lahko rečem, da je tudi do $500,000 letno sredstev namenjeno za šport. Prireditev Športnik leta so popestrile plesalke plesnega kluba Lukec in mladi iz Teniške akademije Gospod Ficko. Občina Sevnica je v okviru 2 projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi pristopila k obnovi prostorov Trškega dvorca, v katerih je bil do nedavnega arhiv. Prostori se nahajajo v pritličnem delu stavbe, ki neposredno meji na občinsko cesto, ki vodi skozi glavni trg v Sevnici. Marca smo preverili, kako potekajo dela. Z obnovo bodo prostori Trškega dvorca, osrednje stavbe glavnega trga v Sevnici, ki je bil zgrajen v 17. stoletju in sodi med najkakovostnejše arhitekture starega mestnega jedra, dobili novo, bolj ustrezno namembnost. Ta Trški dvorec je bil res potreben prenove, kajti v spodnjih najlepših prostorih je bil arhiv občine. Za arhiv so bili ti prostori neprimerni, arhiv je sedaj preseljen v primerne prostore, dovolj velike, tako da lahko res kvalitetno arhiviramo svoje gradivo. Ti prostori bodo po obnovi v okviru projektov Riba je in oživljanje mestnih jeder s pomočjo obrti zasedeni z vsebino, ki jo omenjena projekta prinašata. Eno je nekako promocija ribjih jedi, rib, v okviru tega projekta in oživljanje mestnih jeder, tako da bo v tem delu predstavljeno marsikaj kvalitetno, kajti projekta ne vsebujeta samo prenove teh prostorov, predvsem tudi veliko vsebinskih poudarkov in bo ta prostor postal tak družaben, kulturno stičišče, informacijsko stičišče, verjetno tudi turistična pisarna, kjer se bo lahko domačin dodatno zaustavil kot tudi turist. Začetek gradbenih del je načrtovan konec meseca marca, dela pa bodo potekala do predvidoma konec avgusta 2020. Sama vrednost projekta je približno 90.000 evrov v obnovi, v projektnem delu, potem pa še vsa spremljajoče aktivnosti, ki dajejo projektu vsebino, tako da v teh 2 projektih nekako koristimo precej evropskih sredstev. Prostore v zgornjem nadstropju Trškega dvorca sicer že več let uporabljata Zavod KŠTM Sevnica in Sevniška enota finančnega urada Brežice. Občinski svet občine Sevnica se je seznanil s projektom Strategija in model vzpostavitve različnih oblik integrirane in dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti in sprejel sklep, da se občina Sevnica vključi v konzorcij 17. Občina Sevnica se sooča z demografsko sliko, kot je slovensko povprečje in je, kot pravi sevniški župan, na njej, čeprav ni pristojna za reševanje vprašanja dolgotrajne oskrbe, da se pripravlja, da odpira ta vprašanja in kot občina povezuje vse, ki so dolžni sodelovati pri urejanju tega področja. Zato je prav, da se občinski svet seznani z izzivi, z demografsko sliko, z obstoječim stanjem,
ki je v občini, in z rešitvami, ki so uveljavljene tako v Sloveniji kot v svetu, glede varstva starejših v bodoče. Predstavili so tudi občinski podrobni prostorski načrt, ki odgovarja izzivom oziroma potrebam po novih gradnjah, predvsem domov za starejše. Sama dolgotrajna oskrba verjamem, da bo doživela sprejem zakona, ki ga sprejme vlada, in v tem zakonu opredeli tako vire za financiranje tega področja, kot tudi izvajalce, kar je bistveno za to. Kot občina pa želimo biti na ta sprejem zakona pripravljen in imeti čim več nekako pripravljenih stvari, da bodo vse aktivnosti lahko v našem okolju nemoteno tekle. Občinski svet je sprejel sklep, da se občina Sevnica vključi v konzorcij 17. Gre za konzorcij občin, vključenih v projekt vzpostavitev mreže malih domov in alternativnih oblik bivanja s programi integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti. V Sloveniji se je sredi marca, da bi se zajezilo širjenje okužbe z novim koronavirusom, ustavilo javno življenje. Zaprle so se šole in vrtci, prav tako fakultete, ustavil se je javni promet ter prepovedala neposredna prodaja blaga in storitev z določenimi izjemami. V Sevnici so kmalu po razglasitvi epidemije potrdili prve primere okužbe. Sem se uvrščajo nastanitvene, gostinske, wellness, športno-rekreacijske, kinematografske, kulturne, frizerske, kozmetične in pedikerske storitve, kot tudi storitve iger na srečo in druge podobne dejavnosti. Odprte ostajajo trgovine z živili, lekarne, bencinski servisi, banke, pošte in trafike. Zaprti so vrtci, osnovne šole s prilagojenim programom, glasbene šole, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, z izjemo tistih, ki so ustanovljeni za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Zaprte so srednje šole, višje strokovne šole, domovi za učence in dijaški domovi, organizacije za izobraževanje odraslih ter univerze in samostojni visokošolski zavodi. Prekinjeno je izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev, razen tistih, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje bolnika. Odpovedani so vsi specialistični pregledi in operativni posegi, postopki rehabilitacije in druge nenujne oblike zdravljenja, razen tistih označenih stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev in obravnave nosečnic. Začasno je ustavljen ves javni potniški promet. Ukrepi zaradi epidemije novega koronavirusa pa so se kmalu poznali tudi na trgu dela. Zaradi upada ali izničenja dohodkov podjetij je bilo aprila več brezposelnih, predvsem v storitvenih dejavnostih. Tudi nekateri samostojni podjetniki so bili primorani opustiti svoje dejavnosti. V nadaljevanju podrobneje o stanju v Posavju v času epidemije. Tudi v Posavju se srečujemo s porastom brezposelnosti, vendar je ta v primerjavi s Slovenijo oziroma večino drugih območij v državi nekoliko manjši. Dosedanji trendi na področju gibanja brezposelnosti so šli v smeri zniževanja brezposelnosti v prvi polovici leta, zlasti močna so bila znižanja v pomladnih mesecih. Tokrat pa je zaradi izrednih razmer, ki smo jim priča, situacija drugačna. Konec marca smo tako zabeležili v naših evidencah 3161 brezposelnih oseb, kar je 100 več kot marca 2019, torej beležimo 3,3% porast. V slovenskem merilu je marčevska primerjava, torej letošnji marec glede na lansko letni, evidentiran 1,7% porast. Zaradi velikega zanimanja po spremljanju dnevnega gibanja brezposelnosti v času, ko se soočamo s posledicami epidemije COVID-19, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje objavlja tudi neuradne podatke o registrirani brezposelnosti po dnevih. V primerjavi z lanskoletnim aprilom, torej če primerjam trenutno brezposelnost z stanjem brezposelnih konec aprila lanskega leta, je v Posavju porast brezposelnih kar 13,8%, torej 407 več brezposelnih oseb kot konec aprila 2019. V slovenskem merilu sem pa že prej tudi omenila, pa je porast še močnejši in sicer 15,6%. 16. aprila je bilo v evidenci brezposelnih oseb v območni službi Sevnica 3346 brezposelnih oseb, kar je 16 oseb več kot januarja, ko ponavadi beležijo vrh brezposelnosti s pričo izteka zaposlitev za nedoločen čas, sezonskih del v gradbeništvu in tudi iztekov javnih del. V primerjavi z lanskoletnim aprilom, torej če primerjam
trenutno brezposelnost z stanjem brezposelnih konec aprila lanskega leta je v Posavju porast brezposelnih kar 13,8%, torej 407 več brezposelnih oseb kot konec aprila 2019. V slovenskem merilu sem pa že prej tudi omenila, pa je porast še močnejši in sicer 15,6%. Razlogi, ki nanjo vplivajo in se nanašajo na sevniško območno službo Zavoda za zaposlovanje, so visoki prilivi v evidenco brezposelnih oseb, nizki odlivi iz evidence in upad povpraševanja po delavcih. Visok priliv v evidenco brezposelnih oseb. V marcu smo beležili 241 novo prijavljenih v naši območni službi. To je več kot 100 več kot v marcu 2019. In tudi v prvih 15-16 dneh aprila, torej beležimo ravno tako številka enaka 241 novo prijavljenih oseb. Tudi to je za 100 več kot v konec lanskega aprila, torej v celotnem lanskem aprilu. Skratka, izredno močni prilivi in na drugi strani precej nižji odlivi z evidence. Že v marcu sicer ta odliv, če gledamo marec kot celoto, ni bil toliko tako izrazit. Posledice so zlasti teh ukrepov in epidemije zlasti od 16. pravzaprav 22. marca dalje močneje vidne tudi na trgu dela. V aprilu do sedaj imamo 30 oseb, ki so se odlile iz evidenc zaradi zaposlitve. Lani pa je bila ta številka v celotnem aprilu več kot 200. V zadnjih dneh ugotavljajo nekoliko večje povpraševanje po delavcih, zlasti na področju gradbeništva, kot tudi predelovalnih dejavnosti, zdravstva, socialnega varstva. S sproščanjem omejitvenih ukrepov pa pričakujejo, da se bo povpraševanje postopno povečevalo. Poglavitni razlogi priliva v evidenco brezposelnih oseb so sicer izteki zaposlitev za določen čas in priliv presežnih delavcev. V marcu se je v naše evidence prililo 65 delavcev, ki so izgubili zaposlitev zaradi poslovnih razlogov oziroma stečaja. Tega je precej manj, poglavitni so ti poslovni razlogi, pa tudi zaradi prenehanja poslovanja. Podobno število teh, torej novih prijav, iz teh razlogov ugotavljamo tudi v aprilu. Precej več pa je priliva brezposelnih zaradi iztekov zaposlitev za določen čas. Od marca do sedaj okoli 240. Odkot pravzaprav ti delavci prihajajo? Prihajajo iz dejavnosti, ki jih je epidemija oziroma ukrepi države za preprečevanje širjenja okužb, ki so jih pravzaprav najbolj prizadeli, in sicer s področja turizma, gostinstva, osebnih storitev, neživilskih prodajaln, trgovin, popravil osebnih vozil, agencij za posredovanje dela, kot tudi zaradi nekaterih proizvodnih dejavnosti. Manj pa s področja prevozništva, zavarovalništva, gradbeništva. Tudi z teh dejavnosti pritekajo, vendar v precej manjši meri. Na ravni države je glede na lansko leto močno poskočilo tudi število samostojnih podjetnikov, ki so morali zapreti svoje statuse. V Posavju je opustilo oziroma se je iz teh razlogov prijavilo v našo evidenco 16 oseb, 16 samostojnih podjetnikov, ki so prenehali z dejavnostjo, in sicer gre za različne dejavnosti na področju kulture, svetovanja, izobraževanja, osebnih storitev, gostinstva, prevozov in tako naprej. V ozadju je več ali manj razlog v državnem odloku o prepovedi prodaje blaga in storitev. Samostojni podjetniki, ki so iz teh razlogov opustili opravljanje dejavnosti, imajo po presoji Ministrstva za delo možnost uveljavljanja pravice do denarnega nadomestila, ki jim je dodeljeno ob pogoju, da imajo vsaj 9 mesecev v zadnjih 24 plačane prispevke za obvezno socialno varnost. Razglašena epidemija je namreč uvrščena med objektivne razloge za prenehanje opravljanja dejavnosti. Na sevniški območni službi Zavoda za zaposlovanje sicer ocenjujejo, da bo število brezposelnih v prihodnje še poraslo, sicer pa so gibanja pretežno odvisna od trajanja epidemije, učinkov ukrepov države za omilitev njenih posledic za gospodarstvo in sproščanja omejitev. Okrevanje pa bo gotovo postopno in dolgotrajnejše.
V Sevnici so maja podpisali pogodbo za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo stanovanjske soseske ob Drožanski cesti. Člani občinskega sveta občine Sevnica so sicer omenjeno območje že obravnavali kot prostorsko pobudo za gradnjo potrebne družbene infrastrukture. Območje ob Drožanski cesti je veliko 8,5 hektarjev ter je delno v zasebni in delno v občinski lasti. Te površine ta trenutek še zasedajo kmetijske kulture, nekaj sadovnjaka in nekaj drugih kmetijskih površin, pa vendar na njem intenzivno načrtujemo. V preteklem obdobju, nekako preko zime, smo opravili geološke raziskave o stabilnosti terena, o zmožnostih, ki jih daje ta teren, in pred nekaj dnevi smo podpisali pogodbo za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta. Na tem območju je pripravljena idejna zasnova za gradnjo objektov socialno-varstvenega področja ter vzgoje in izobraževanja, predvideno pa je tudi območje za individualno stanovanjsko gradnjo. Idejna izhodišča za pripravo OPPN-ja so bila že pripravljena, tudi na različnih nivojih usklajevana, zato je izhodišče, da bo v delu, zgornjem delu, torej praktično na hrastih, tam, kjer je še sadovnjak, prostor za postavitev novega doma za starejše. V veliki meri poleg novega doma za starejše še 2, 3, mogoče več stanovanjskih objektov kot varovana stanovanja. Na zasebnih zemljiščih in na velikem preostanku zemljišč pa bo prostor za individualno stanovanjsko gradnjo, tako da bo to postala ena povezana stanovanjska soseska, ki bo vključevala tako individualno gradnjo, večstanovanjsko gradnjo v okviru varovanih stanovanj, pa tudi domsko oskrbo. Na delu zemljišča je prostor rezerviran za gradnjo objektov za družbene dejavnosti, ali šolo ali vrtec. V primeru potreb v okolju, v primeru potreb po dodatnih kapacitetah ali pa po prestavitvi katerega od programov, je smiselno, da občina kot inštitucija, kot nekako organizator razvoja prostora rezervira določen prostor tudi za bodočnost, za take namene, kar se nam zdi bistveno. Gre za veliko področje, kjer je potrebno skrbnim načrtovanjem predvidevati dolgoročni razvoj in širitev mesta na omenjeno območje. Potem komunalno urejanje in sama izgradnja bo pa zagotovo postopna v prihodnjih letih, verjetno pa najprej objekt doma za starejše in pa individualna gradnja, tako na zemljiščih, ki jih nekako ima v lasti ta trenutek občina, kot na zasebnih zemljiščih, kjer so zasebni lastniki zemljišč ravno tako zainteresirani za individualno gradnjo stanovanjskih hiš. Junija so na obnovljenem sevniškem bazenu odprli kopalno sezono. Na novinarski konferenci, ki je potekala tik pred odprtjem, so predstavili potek obnove bazena. Obnova bazena Sevnica je bila zaradi dotrajanosti bazenske školjke in zastarelosti tehnologije za ustrezno pripravo kopalne vode nujna. Obnova je potekala v 2 fazah v letih 2019 in 2020. Po 33 letih rabe je prišlo do res celovite prenove bazena, bazenske školjke v lanskem letu pred kopalno sezono, tako da je bila lanska kopalna sezona v novi prenovljeni bazenski školjki in ob stari strojnici, ki je pripravljala vodo v starih filtrih, in je bila uspešno ta sezona tudi lanska zaključena. S 1. septembrom pa se je pričela prenova bazenske strojnice, tako da je sedaj prenovljeno vse. Sama investicija je zahtevala 1 200 000 evrov vložka. Kar je izredno veliko, pa vendar kvalitetna prenova je zahtevala ta sredstva in verjamem, da bo zopet za nekaj desetletij ta prenova lahko služila svojemu namenu. Za nas kot upravljalca po lanski sezoni, ki je bilo nekoliko slabše, vreme nam je malo zagodlo in glede na to, da je že tudi naša strojnica bila dosti dotrajana, smo veseli, da se je investicija zaključila, da je občina k temu pristopila in vsako leto nekaj sredstva vložila, ker danes lahko rečemo, da je bazen zelo primeren za uporabo.
da lahko na lažji način upravljamo z vodo, da kljub temu, da smo že do zdaj bili znani nekako po dobri vodi, bo to zdaj avtomatizirano lažje, z manj strahu, kako se bo vsak dan znova odvil. Pernovškova je ob tem predstavila načrte za letošnjo kopalno sezono. Čas je pač tak, da moramo upoštevati določena priporočila zaradi varnosti obiskovalcev in nas samih. Kljub temu smo pripravili pester program, ki nekako ne bo zaostajal za preteklimi leti, razen otvoritveni dan ne bo imel te otvoritvene atrakcije. Bomo pa poskrbeli za animacije za najmlajše ob četrtkih, ponedeljkih, sredah in petkih bomo imeli aerobiko. Poskrbeli bomo tudi za druge animacije v vodi in ob vodi. Dajali bomo priporočila in obiskovalce nekako spodbujali k upoštevanjem tem varnostnih ukrepov, da pač se dezinficirajo v prihodu na bazen, da upoštevajo varnostno razdaljo, kar je danes zelo pomembno. A vendar so prepričani, da z izvajanjem teh programov lahko dajejo zgled, čeprav imajo s tem določene dodatne obveznosti. Naša nekako posebnost je, da vsakemu obiskovalcu omogočimo tudi uporabo ležalnikov in pa senčikov in ležalniki tokrat bodo morali biti dodatno dezinficirani po vsaki uporabi, pa vendar nadejamo se dovolj velikega števila obiskovalcev, predvsem zato, ker pokrivamo tako Sevnico kot nekako to dolino do Trebnjega in zasavski del. Prihajajo družine, mlajši posamezniki in prepričani smo, da če nam bo služilo dobro vreme, da bomo vsi zadovoljni. V tem kompleksu športno-rekreativnih objektov, pa tudi turističnih, je bazen en bistven element. Verjamem, da bo ne zgolj v njem rekreacija in zabava, pa da to v letošnjem letu predstavlja tudi turistično zanimiv objekt, kajti pohodniki, kolesarji, tudi ribiči bodo v delu, upam, koristili ta bazen kot dodatno ponudbo, če bodo nekaj dni preživeli v Sevnici ali v okolici na nekem aktivnem oddihu. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, to je bil kratek sprehod skozi prvo polovico letošnjega leta v občini Sevnica. Hvala za pozornost in nasvidenje.